Hej, sosed, kva kuraš? O, stari, večerjo kuhamo, vse sem prsmodu, nimam pojma, kaj zdaj, vse sem polil kle. Pa kva, kakšne goste dobiš, ali kva? Ja, zvečer imamo obiske, ja. Enač, kaj pa če ti jaz kuham, ti prinesem? Ja, a se ti da, ali kaj? Ja, da. Ja, da Ajde, daj ti grem skuhati, ti samo ogenj ugasim, da ne boš bajte zažgal. Čau! No, gre. Čau. Enač, sosed je zažgal svojo večerjo, kaj dela večerjo za dvoje, pa sem mu jaz obljubil, da bom jaz skuhal nekaj, tako da moram zdaj nekaj na hitro narediti, moram pogledati, kaj imam. Super vse. Evo, naredil bomo ene polnjene šampinjone. Kot prilogo, se pravi, zdaj bom kontra naredil, vzel bom lososov file in kot prilogo polnjene šampinjone, bučke in potem bomo stvar aranžirali, tako da če on dela večerjo za dvoje, da bo tudi lepo zgledati. Danes ni toliko okus važen, mislim, okus bo svetoven, ampak ni okus tist, ki je pomemben je, kako to zgleda. Ker bo ta njegova draga k njemu prišla in je bo on zavajal s to hrano in bo car in bo pokazal, kaj je naredil. Ko bo ona probala, kaj je, bo itak že prepozno. Bo njegova. Desko. Tole, skratka, vzamete šampinjone in potrgate betke ven. Pazite, da jih zmer trgate takole, da bo luknja lepo ostala. Tako, šampinjoni so zdaj očiščeni, zdaj bom pa naredil eno tako omakco, en tak dressing čuden, s katerim bom napolnil šampinjone. Skratka, zato rabimo peteršilj, timijan, česen, takole, par žlic olivnega olja, zlijete noter isto toliko navadnega olja in potem še vse ostale stvari, kot so peteršilj, timijan, česen, sol in poper, zrežete in vržete noter. Zdaj smo dali olje, sol, timijan, peteršilj, dodal bom še malo rožmarina in pa popra. Vse skupaj fino zmešate. In dobili smo eno takole fino mešanico olja in začimb. Prav diši na morje. Skratka, to je to. Šampinjone imamo oprane, vzamete ponv, vzamete eno ponv, ampak je fajn, če imate kakšno ponv, da ima pokrov zraven, ker bomo potem, ko bomo gobe pekli, jih bomo pokrili. Skratka, ponv daste na ogenj, Vlijete malo olja, navadnega, in počakate, da se olje segreje. Tako, olje je toplo in zdaj damo noter šampinjone. Zmer jih obrnite tako, da so klobuki dol. Medtem, ko se tam šampinjoni pečejo, bom jaz pripravil še ostalo zelenjavo. In sicer eno bučko bom pripravil, pa en malencan. Zdaj pa hiter nazaj k šampinjonom, da vidimo, kaj se dogaja. Zdaj damo v vsak šampinjon
čist malo naše začimbe, ne pretiravati. Zmešajte in vsega čist malo. No, zdaj, v vsak šampinjonček dajte kapljico, ampak res eno kapljico ali pa dve sladke smetane. Pa pazite, da ne boste smetane polivali okrog po olju, ker se bo zažgala, ne. Morate biti zelo previdni. In nato še košček sira. Če vas slučajno kakšen košček sira ostane, se ne nacekirati, ujejte ga. Še to sem pozabil povedati. Zdaj, ko ste sir naložili, pa vse stvar pokrijete s pokrovko, da se bo tudi od vrha grel in da se bo sir stopil. Tako, šampinjoni so v bistvu končani, zdaj jih lahko ugasnete. Oziroma ne ugasnite, pustite ogenj tak, kakor je, in vzemite en krožnik. Zdaj pa v istem olju, ko ste šampinjone pekli, hitro spečete še bučke. Potem, ko se na eni strani spečejo, jih samo obrnete na drugo. Tako, zdaj šampinjoni so pripravljeni, bučke so pripravljeni, zdaj gremo pa na lososa. Tale file sem imel doma lososov, pač file operete. Pač, ker bo danes večerja za dva, bom en file narezal čez polovico, ga prerežem. Tako. Zdaj postavite eno skledo spet na ogenj. In dodaste mešanico, malo olivnega olja in malo navadnega olja. Pri fileju morate paziti eno stvar, da ga pečete na zelo majhnem ognju, pa približno od 5 do 7 minut na vsaki strani. Zdaj na koncu, ko je file že spečen, ga bomo pa samo še potresli s sezamom, pa na hiter šk na eno stran, pa obrnili šk na drugo stran, tako da sezama ne zažgemo. Potem ugasimo file in ga damo ven. Še en trik bomo mečkaj naredili, ampak to boste videli kasneje. Skratka, pojmo zdaj to hiter narediti, da se mi file ne skur. Vzamemo eno limono, morate zelo hitri biti, prerežete in malo po fileju. Plin ugasnete, vzamete parmezan in ga naribate na file. No tako, moj file je zdaj pripravljen. Ta sir se bo še utopil gor, šampinjone imamo, bučke imamo, edino še malencane moram speči. Zdaj se je roštilj segrel. No tako, moja večerja je pripravljena. Se pravim, danes sem tako bolj malo skuhal, ampak malo velikih stvari. Zato, ker danes se gre bolj za ta vizualen pa gurmanski okus, se ne gre za to toliko, da si želočke napolnimo, ne. Zato, ker moj sosed pač se vemo, kaj bo danes delal. Skratka, vse imam skuhan, zdaj bom pa stvar samo še zdekoriral, mu lepo poštimal in nesel, ne.
Upam, da nisem zamudil, upam, da ni še draga njegova prišla. Evo, so se. Rešuješ lajfe. Ni za kaj. Ajde, uživaj. Se vidimo, čau. Ja.